Kakor je nadškofija preko povezanih družb Rasta in Obe Zvonov gradila svoj imperij, tako se zdaj ta piramida stoječa na bančnih posojilih podira. Druga za drugo banke skušajo unovčiti, kar je na pogorišču še ostalo. Nadškofija ima že več kot mesec dni zablokirane vse bančne račune, upniki pa se trudijo svoje terjatve rešiti z vpisom predznamb na hipoteko. Brez tovrstnega vpisa je od nepremičnin, ki so v lasti nadškofije, samo še njen sedež, torej ordinariat. Ključna ustanova nadškofije ostaja Vrbanska, ki jo bodo, tako dr. Štuhec, branili do konca. Škofija nima samo stavb, ampak ima še tudi kakšno drugo premoženje, kot so recimo gozdovi, polja in tako naprej. Tako da jaz mislim, da vsaj tako je tudi stališče zelo jasno izraženo na nadškofiji, se bo seveda Vrbansko reševalo z vsemi sredstvi, ki so na razpolago. Pri čemer izjava nuncija ob menjavah v Kopru daje jasno slutiti, da pomoči iz Vatikana ne bo. Quello che si arricchisce così rapidamente certamente ha fatto qualche trucco, ha fatto qualche diciamo cosa che è contro la legge, no? E così e poi anche qui a Maribor c'è stata l'imprudenza. Kako rešujejo prezadolženo nadškofijo, smo danes želeli izvedeti tudi od nadškofa dr. Marjana Turnška ali od patra Lojzeta Cvikla, ki vodi gospodarsko upravo, a so nam dejali, da dokler potekajo pogajanja z bankami, poslov ne želijo komentirati. Sicer pa so nedavno pojasnili, da pri vpisih upnikov na nepremičnine ne gre za hipoteke, ampak predznambe. Cerkev bi se naj brigala za vero, gospodarstvo pa naj bi pustila, ne. Kriva je pa tudi prejšnja vlada, ki je dovoljevala takšne taka velika vračila pa take stvari. Jaz sem imel več zaupanja prej, zdaj pa ne več toliko, ker nikjer ni več poštenja. Vera je osebna zadeva, tako da kar pa oni počnejo pač človeško. Tako je danes že jasno, da bodo stavbo na Barvarski ulici v Mariboru, orglarsko delavnico, samostan Studenice ter zemljišča ob dvorcu Betnava, ki jih je nadškofija zastavila za zavarovanje kreditov, ki sta jih najeli družbi Gospodarstvo Rast in Betnava, zagotovo prisiljeni prodati na dražbi. Gre za kulturne spomenike. In ne glede na to, kdo je lastnik, je ta dolžan te varstvene režime spoštovati in naša služba za varstvo kulturne dediščine je tista, ki potem da kulturno-varstvene pogoje, kulturno-varstveno soglasje. Sodišče bo presodilo, koliko nepremičnin z predznambami, ki so v lasti nadškofije, bo prav tako treba prodati. Nepremičninski trg pa bo pokazal, koliko od 27 milijonov evrov, ki jih nadškofija dolguje, lahko tudi povrne.